V drugem izzivu boste z določenjem preprostega pravila, kako iz izgleda palčka prepoznati njegov poklic, z učenci spoznavali strojno učenje in klasifikacijske modele. Pred ogledom tega videoposnetka vas vabim, da si preberete navodila za drugi izziv na spletni strani. V škatli z gradivi boste našli večje kartice palčkov ter list z dvema možnima drevesoma. Prav tako boste dobili manjše kartice palčkov. Potrebovali boste tudi nekaj tabličnih računalnikov. Drevesi in te večji palčki so primerni za večkratno uporabo, zato smo na vsako šolo poslali en izvod. Na manjše kartice s palčki bodo učenci risali, zato so te primerne zgolj za enkratno uporabo. Učence boste v prvem delu ure razdelili v skupine po 4 oziroma 5 učencev. Vsaka skupina bo potrebovala en komplet kartic s palčki in njihova naloga bo, da določijo poklice tistim palčkom, katerih poklic je neznan. To so palčki Pepi, Franci, Bojan, Slavko, Božo in Emil. Ko bodo s tem končali, boste skupaj odkrili pravila za prepoznavanje poklicev in narisali klasifikacijsko drevo. Učenci bodo odkrili eno od teh dveh možnih dreves. Za vsak slučaj, če boste morali med uro poškiliti, smo vam pripravili ta list, na katerem sta že narisani. V drugem delu ure bodo učenci zastavili računalniku enako nalogo, kot so jo prej reševali sami. Izmislili si bodo pravilo, kako iz lastnosti hiše razbrati poklic palčka, ki živi v njej. Pripravili bodo podatke v hišah in jih dali računalniku, da bodo videli, ali lahko računalnik ugane to pravilo. Z učenci se boste dogovorili za lastnosti hiš in na tablo narisali drevo. Nato bo vsak učenec narisal hišo za svojega palčka. Podrobna navodila in primere za ta del ure si preberite na spletni strani. V tem posnetku vam želimo bolj podrobno pokazati, kako pripraviti stran za vnos podatkov in kako poteka del ure, kjer boste potrebovali računalnik. Medtem, ko bodo učenci risali hiše za svoje palčke, boste vi pripravili stran za vnos podatkov. Po kliku na to povezavo se boste znašli na tej strani. V ta okvir vnesete imena lastnosti in možne vrednosti, za katere ste se dogovorili z učenci. Na primer, prva pomembna lastnost je lahko oblika oken. Recimo, da so lahko okrogla ali trikotna. Druga pomembna lastnost je mogoče število oken. Recimo 1 ali 2. Tretja pomembna lastnost je lahko dimnik, ampak recimo, da nas zanima samo, ali hiša ima dimnik ali pa ga nima. Dve nepomembni lastnosti sta lahko, ali se iz dimnika kadi in ali so pred hišo rože. Izbrali bi lahko tudi neko popolnoma novo lastnost, na primer barva hiše. Medtem, ko vpisujete dogovorjene lastnosti, na desni strani vidite obrazec, ki ga bodo uporabljali učenci. Če naredimo kakšno napako ob vnašanju lastnosti, nas bo računalnik na to opozoril. Ko končate z urejanjem lastnosti, kliknete gumb Pripravi stran za aktivnost. Videli boste povezavo, na primer data.pumice.si teta kmetija. To povezavo prepišete v naslovno okno brskalnika na tabličnih računalnikih. Odprla se bo taka stran. Ko bodo učenci narisali svoje hiše, naj tablice zaokrožijo po razredu. Vsak učenec sem vnese ime svojega palčka in poklika lastnosti hiše, ki jo je narisal.
Nato klikne na gumb Pošlji. Ko vsi učenci poklikajo lastnosti svojih hiš, se vrnemo na to stran. V tole okence vnesemo isto povezavo, kot smo jo v tablice, le da na konec dodamo še /data/. Kliknemo na gumb za potrditev. Pokazalo se nam bo drevo, ki ga na podlagi podatkov, ki so jih v tablice vnašali učenci, naredi računalnik. Analizirajte ga skupaj z učenci in preverite, če je pravilno. Če bo prišlo do kakšnih napak, ni nič hudega. Možnih razlag za to je več. V spodnji tabeli z učenci raziščite, kje je prišlo do napak. Posamezna vrstica predstavlja vnos enega učenca. Lahko se zgodi, da bo kakšen vnos napačen. Na primer, da bi pri Lojzetu, ki je rudar, pozabili, da ima njegova hiša dimnik, če smo se tako dogovorili. Tudi pri tem izzivu imate veliko svobode, kako točno ga boste izpeljali. Za zaključek ure smo vam pripravili par iztočnic za pogovor z učenci na temo klasifikacije in napovedovanja. Izvedite ga po želji in ga prilagodite za svoj razred. Po koncu ure vas prosimo, da fotografirate drevo s pravili za hiše. Veseli bomo tudi kakšne fotografije iz razreda, na kateri se ne vidi obrazov otrok, ter fotografije hiš, ki jih bodo narisali učenci. Vam in vašim učencem želim veliko zabave pri izzivu.